Iz Kitajske pa se selimo nazaj v Maribor. V zadnjem času medijsko precej izpostavljeno podjetje v Sloveniji Mikropolo je pred mesecem dni po izboru bralcev Večera prejelo nagrado za najbolj priljubljeno podravsko podjetje. To isto podjetje je bilo vpleteno v kriminalistično preiskavo zaradi storitve kaznivega dejanja. Aktivnosti mariborskih kriminalistov s področja gospodarske kriminalitete so sedaj že zaključene. Preiskava, ki so jo pričeli na podlagi prijave strani oškodovane banke, je bila usmerjena v dokazovanje storitve kaznivega dejanja. Po besedah policije je odgovorna oseba gospodarske družbe Marko Podgornik na goljufiv način dosegel, da gospodarska osnovna družba, ki je bila prezadolžena, ni izpolnila svojih pogodbenih obveznosti, ki jih je imela na podlagi 2 posojilnih pogodb do poslovne banke. Zoper družbo je bilo v letu 2014 namreč uveden stečajni postopek. Banka, oškodovana za približno 6,1 milijona evrov, naj bi bila BKS banka. V predkazenskem postopku so kriminalisti ugotovili, da je odgovorna oseba gospodarske družbe pred stečajem spremenila ime družbe in pod novim imenom predlagala stečaj. Zagrožena kazen za kaznivo dejanje, povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem je od 6 mesecev do 5 let zapora. Komentarji bralcev, da se z denarjem očitno da doseči prav vse, je morda res na mestu. Lahko bi se morda še vprašali, s čigavim denarjem se sploh upravlja in na kak način se izbira najboljša in najbolj priljubljena podjetja. To so bile novice RTS 24, ponovno vabljeni jutri v našo družbo ob 18:30 uri. Lahko noč.